Ste se kdaj vprašali, kaj je življenje? Življenje je čudež, ki nam je dan, da ga lahko kar se da najbolje izkoristimo in opijemo. Smrt ni njegovo nasprotje, ampak povezava dveh življenj, nov začetek za drugo živo bitje. S smrtjo izkustvo življenja podarimo novemu živomu bitju. Vsako živo bitje ima določeno nalogo, mesto na tem svetu. In to mesto ob naši smrti prevzame novo živo bitje. Iz vsake rastline zraste nova, iz oblaka se izlije dež, iz lista nastane zemlja. Vsa živa bitja smo del življenjskega kroga, ki ga ne moremo spremeniti. Tega se moramo zavedati. Smo le zrno na koruznem polju in brez tega nas ne bi bilo. Živali, rastline, elementi ne žalujejo. Živijo življenje, dokler traja, gibajo se po lastni volji. Na nas je, da razumemo proces življenja. Težko je sprejeti izgubo bližnjega, da ne izgubimo še svojega smisla v življenju. Lahko je nekdo ravno v tistem trenutku potreboval nov začetek na tem svetu. Nikoli ne vemo, lahko je ravno izguba babice podarila pričetek tvojemu nečaku, sinu. Če izgubimo svoj smisel življenja, se vedno najde novo upanje, vendar nikoli ne smemo obupati. Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo in tega ne smemo pozabiti. Le iskati moramo druga vrata, kajti na nas je, da izpolnimo svoje poslanstvo na tem svetu, da iščemo tisti pravi smisel, za katerega smo bili ustvarjeni, za katerega smo prejeli dar življenja. Zato najdi svoj smisel in ne izgubi upanja. Žalujemo vsakdo na svoj način, a zlahka se znajdemo pod pritiskom, da moramo izgubljeno osebo preboleti in nadaljevati s svojim življenjem. Morda res, a to ne pomeni, da moramo nanje pozabiti. Pomembno je le, da pri sebi sprejmemo, da jih ni več in se ne sramujemo svojega žalovanja, kajti kaj je žalovanje drugega kot ljubezen, ki vztraja. Ko izgubimo koga, ki nam je blizu, se včasih počutimo, kot da mu svoje naklonjenosti nismo izkazovali dovolj pogosto ali dovolj jasno. A ta občutek bi se gotovo pojavil ne glede na to, kako močno in kako pogosto bi tej osebi naklonjenost izkazovali. Če imamo nekoga zares radi, bo to čutil, če tudi ga ne opomnimo vsak dan. Breme, ki ga nosimo ob žalovanju, lahko hitro postane pretežko. Včasih je vse, kar potrebujemo, stik z drugimi ljudmi. Pogovor s prijatelji, znanci, z ljudmi, ki jim zaupamo in ki nam želijo pomagati in del našega bremena prevzeti nase. Veliko je poti, ki nam pomagajo iz stiske ob izgubi. Lahko stopimo na katero izmed njih ali pa uberemo čisto svojo. Videi, kot je ta, so nam lahko v pomoč in izkušnje drugih nam lahko pri tem pomagajo. Na tako pot se je dobro odpraviti v družbi, a smer in hitrost korakov izberemo sami. Tudi ko žalujemo, včasih najdemo trenutek sreče, veselja, zadovoljstva. Zgodi se, da nas zato preplavi občutek krivde, občutek, da smo nespoštljivi do pokojnega. A spomnimo se, da je verjetno prav sreča to, kar bi si ta oseba želela za nas. Ne bi nam zamerili, nasprotno, bili bi ponosni
ponosni, da nam je uspelo.